V Maribor prihaja visoko tehnološko podjetje. Investitor EON Reality je povezan tako s predstavniki mariborske občine, kot tudi z Mariborsko fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Sem bil vključen v začetne pogovore in sicer nas je mestna občina Maribor pozvala v te začetne pripravljalne pogovore, ko je podjetje multinacionalka EON iskala primerne prostore oziroma lokacijo v Sloveniji. Bile so v igri tudi druge lokacije. Njihovo eno izmed poglavitnih pogojev je bilo tudi, da so v bližini univerze, v bližini fakultete, ki izobražuje diplomante računalništva in pa informacijskih tehnologij. Tako da smo bili vključeni od vsega začetka v te pogovore. Mislim, da je bilo to nekje v začetku februarja, marca lanskega leta. Nato smo se, naš član našega inštituta potem se udeležil tudi njihove predstavitve podjetja v Franciji, tako da smo ves čas vključeni v te pogovore. Komunikacija med podjetjem EON Reality in mestno občino Maribor poteka že dobro leto. Bili so tudi v njihovem evropskem centru v Franciji, nad videnim in prikazanim pa so bili navdušeni. Kasneje so vsi postopki potekali, da smo jim pomagali pri vlogi za neposredna pogajanja za državo, pri pripravi teh poslovnih načrtov, ki so potrebni, in tudi pri iskanju ustreznih lokacij. Želijo si lokacijo v najbližji možni bližini fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, ker si želijo tudi znanstveno-raziskovalnega sodelovanja z njimi in pa tudi sodelovanja z študenti, privabljanja kadrov. Naši diplomanti že tradicionalno dosegajo zelo lepe rezultate na raznih tekmovanjih, tako v Sloveniji kot po svetu. To je bil tudi eden izmed razlogov. Za to odločitev verjetno pa tudi naš študijski program računalništva in informacijske tehnologije vsebuje predmete, kot so računalniška grafika, navidezna resničnost. Vse to je nekako pripomoglo k temu, da se investitor odloča potem za Maribor. Prostori v tkalskem prehodu 4 so trenutno zasedeni le 60%. Občina je obljubila, da bodo našli ustrezne nadomestne prostore za izvajanje dejavnosti, ki se trenutno odvijajo v prostorih tkalke. Vsekakor in tudi vsako socialno podjetje, ki prihaja, bo deležno tudi dodatne podpore, da jim poiščemo ustrezne prostore. Mestna občina Maribor ima dovolj prostorov. Kaj o tem menijo predstavniki, smo povprašali Andreja Žižka, ki naj bi za omenjene investitorje, ki bi želeli v njihove prostore, izvedel iz medijev. Ukvarjamo se načeloma za svojimi projekti, za svojimi težavami, tako da ne moremo ocenjevati, kaj to pomeni. Zdi se mi vsaka stvar pozitivna, ki se pač tiče Maribora, za nas pa pač to še vedno ni nobena rešitev oziroma ne odgovarja na naše vprašanje, na naše probleme, tako da pač smo še vedno zaskrbljeni v tej meri, kot smo bili tudi prej. Kljub temu, da imajo z mestno občino Maribor sklenjene pogodbe za najem prostorov do leta 2019, pa so vseeno pripravljeni prisluhniti rešitvam. Seveda, za vsake pozitivne zgodbe, ki so temu mestu namenjene, smo odprti. Tako mislim, tkalka je prostor povezovanja, tako da v tem smislu tudi razmišljamo. To je edini pravi način. Odgovorov na vprašanja, kaj prihod EON Reality v Maribor pomeni za Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ter ali bodo to priznali kot neposredno tujo naložbo z možnostjo zagotavljanja sredstev strani države, pa nam strani ministrstva do zaključka redakcije niso podali. Za vprašanje se bomo obrnili tudi na agencijo Spirit Slovenija. Bomo tako v Mariboru vsaj enkrat priča zgodbi, ki bo dobila finančno podporo kot neposredna tuja naložba in bo sledila Magni, saj nihče drug od tujih investitorjev, ki je prišel v Maribor, še ni prejel te pomoči.